Dober večer. Lepo pozdravljeni na novi ediciji Razlite tinte, seriji stripovskih dogodkov, ki jih redno enkrat na mesec priredimo v Kinu Šiška. Danes se bomo podali na pot od literature do stripa. Z nami pa je Matevž Remc, literarni, stripovski kritik, študent primerjalne književnosti, ki tudi v bistvu piše magistrsko nalogo na to temo. Hvala, Tanja, za ta uvod. Hvala tudi vsem, ki ste si vzeli ta čas in danes prišli poslušati to predavanje o pripovedih od literature do stripa, pa tudi hvala vsem, ki boste ta posnetek poslušali potem enkrat pozneje. Jaz bom načeloma danes predaval o prehajanju zgodb iz svetov literature v svet stripa, ampak neki glavni pomisleki pa ne bodo zadevali samo strip in samo literaturo, ampak bi jih lahko aplicirali tudi na film in načeloma na vse druge prehode nekih vsebin iz enega umetniškega medija v drugega. Ko sem se pripravljal na to predavanje, sem želel prebrati čim več nekih literarnih kritik, člankov, esejev, stripovskih kritik in nasploh nekih mnenj na to temo, ne samo od nekih literarnih in pa stripovskih akademikov, ampak tudi nasploh od ljudi, ki se za strip zanimajo in ki preberejo veliko stripov. Želel sem nekako priti do tega, kaj se načeloma ljudem zdi, da so neke prednosti tovrstnih stripovskih predelav literarnih del. No in ko sem tako prečesal en kup enih spletnih portalov, strani in kritik, sem prišel do ugotovitve, da skoraj da vsi navajajo eno in isto potezo stripovskih predelav literarnih del, in sicer, da naj bi te stripi bili kvalitetni, ker lahko zbudijo pozornost za neka ta literarna dela, po katerih so narejeni. To me je v bistvu spomnilo na neko zastarelo mnenje iz časa, ko strip še ni bil zares priznan kot samo svoja umetnost. Takrat, ko se je strip še vedno obravnaval kot nekaj neresnega, nekaj, kar v primerjavi z literaturo je bolj dostopno, ker je besedilo krajše, ker je veliko manj besed, zaradi tega, ker so zraven tudi sličice. In ker je bilo to mnenje načeloma že zdavnaj ovrženo, stokrat prežvečeno in izpljunjeno, sem si rekel najprej, da ne bom temu posvečal prav velike pozornosti v tem predavanju. Potem pa sem prišel do tega, da skoraj vsi v teh nekih kritikah navajajo to mnenje, in sem se odločil, da ga bom vseeno vzel resno in se vprašal, iz kje izvira v tem sodobnem času. Zdaj, nobena skrivnost ni, da danes vedno manj ljudi bere literaturo, obstajajo cele neke študije in raziskave, in če jih beremo, lahko postanemo blazno črnogledi, ko zvemo, koliko malo ljudi v bistvu prebere že samo eno knjigo na leto. Če potem razmišljamo dalje, da najverjetneje ne preberejo vsi ti ljudje samo nek kvaliteten literaren tekst, ampak še kaj trivialnega, lahko potem ugotovimo, da je število ljudi, ki prebere eno neko res umetniško literarno besedilo na leto, še bistveno manjše. Vzporedno s tem pa v bistvu skoraj vsi uporabljamo internet, in na internetu so besedila napisana na bistveno drugačen način. Namen interneta je, da če iščemo neko informacijo, da do nje hitro pridemo, in tudi besedila so napisana tako, da so strnjena, da hitro pridemo do tistih informacij, ki jih iščemo. Prav nasprotno pa je v literarnih besedilih, kjer se pomen ne ponuja kot nek ready-made, kot nek nauk ob koncu teksta, ampak je treba pomen kot bralec ves čas aktivno iskati v procesu branja. In prav tako je v bistvu tudi pri stripu. No in zdaj, če združimo to oboje, da vedno manj ljudi bere neka umetniška besedila, vedno več ljudi pa na dnevni ravni bere neke internetne članke, lahko pridemo do tega, kakor so prišle številne te raziskave, da se stopna zmožnosti branja nekih kompleksnih umetniških besedil manjša. Zdi pa se mi, da se manjša tudi neka pripravljenost branja
daljših in kompleksnejših besedil. Tako da vsi ti ljudje, ki so navedli kot neko glavno vodilno potezo pri stripovskih predelavah literarnih del to, da lahko zbudijo pozornost za dejanska literarna dela, se mi zdi, da dejansko izvirajo iz nečesa, kar je v bistvu dobro namerno. Želijo, da bi več ljudi brali literaturo. In osebno se mi zdi, da je mogoče celo res bolj verjetno, da bo nekdo vzel v roke nek 60 strani dolg strip Bratje Karamazovi, kot pa neko 900 strani dolgo knjigo v drobnem tisku. Pa vendar, to je nek argument, ki v bistvu zdrži samo na površju. Če pogledamo strip od bližje, lahko ugotovimo, da tudi pri stripu, kot pri kateremkoli literarnem tekstu, pomen ni nekaj, kar se sam na sebi ponuja, ampak je že spet nekaj, kar moramo aktivno iskati v procesu branja. Poleg tega, vsak, ki se je že kdaj ukvarjal s stripi in vsak, ki je prebral že vsaj kakšen umetniški strip, bo vedel, da je strip svojvrstno umetniški medij, ki ima svoje zakonitosti in svoje omejitve, ki pa so bistveno drugačne od tistih v literaturi. Posledično bi lahko rekli, da istega besedila, kot ga lahko izkusimo v literaturi, ne moramo zares izkusiti na enak način v nekem stripu. In če se zdaj vrnem za primer na Dostojevskega, ki sem ga prej bolj mimogrede navrgel, Bratje Karamazovi so roman, ki ga bi absolutno mirne vesti priporočil vsakemu bralcu, ampak razlog, zakaj bi ga priporočil, ni v sami vsebini, ki bi jo lahko povzeli in zlahka prenesli v katerikoli drug umetniški medij, tudi ne zaradi likov, tudi ne zaradi samih idej, ampak zaradi Dostojevskega samega, zaradi njegovega načina, kako on povezuje besede v besede, stavke, stavki v poglavja, v cel roman. Torej, zaradi njegovega sloga. Slog pa je v bistvu nekaj, kar se občuti šele, ko preberemo več strani in več strani besedila je nekaj, kar zelo težko prenesemo v medij, kjer je prostora za besede bistveno manj. Tak medij je recimo strip. Če bi nekdo želel recimo narediti neko kvalitetno stripovsko predelavo Bratov Karamazovih, bi se pač mogel definitivno soočiti s tem vprašanjem, s tem problemom, kako ta ikoničen slog Dostojevskega prenesti v stripovsko obliko, kako ga poustvariti v stripu. Tukaj sem recimo navedel ene par raznoraznih literarnih predelav, stripovskih literarnih predelav, ampak še en primer, ki vam bi ga rad za nekakšen uvod predstavil, pa je Lovecraft. Zdaj, ko sem šel čez vse te razne kritike in članke o stripovskih predelavah literarnih del, sem ugotovil, da poleg Kafke je edini avtor, ki ima največ nekih stripovskih predelav, prav H.P. Lovecraft. In čeprav v bistvu gre v glavnem to za neke stripovske predelave, ki morda niso ravno najbolj umetniški, ampak so neki ameriški, bolj popularni stripi v glavnem, se mi zdi, da Lovecraft še vedno lahko ponudi nek zanimiv pomislek za to predavanje. Lovecraft je v glavnem tisti, ki pač ga še ne poznate, pisal horror zgodbe. Groza Lovecrafta pa je izvirala iz tega nekega pomisleka, da so naša življenja, ki so seveda nam blazno pomembna, v kontekstu nekega širnega in neraziskanega in nepoznanega kozmosa v resnici zelo mehne in nepomembne reči. In da obstajajo onkraj meja človekovega razuma, neke entitete in starodavna božanstva, ki se jih ne da zares opisati z besedami, ki se vsakemu opisu izmikajo in ob katerih človek zblazni, če jih ozre. Kako je potem Lovecraft uspel nekaj, kar je neopisljivo in kar se izmika vsakemu opisu, spraviti v nek umetniški medij, ki je v celoti sestavljen iz besed. Pisal je literaturo, pisal je kratke zgodbe in novele. Lovecraftovi pripovedovalci so ponovadi neki prvoosebni pripovedovalci, ki pripovedujejo neki svoji izkušnji, o nečem, kar so že izkusili in to probajo osmisliti.
In kadar pride ta pripoved njihova do te točke, kjer so prišli v stik z nečem tem onostranskim, ponavadi sicer poskušajo to opisati z nekimi nam znanimi besedami, ampak vedno pripomnijo, da s temi opisi niso zadovoljni in da so to samo približki nečesa, kar se ne da opisati. To je nekaj, kar je v besednem mediju mogoče. Že spet pa lahko pridemo do nekega problema, neke težave, kako zdaj to neupodobljivo, nepredstavljivo prenesti v medij, ki je tudi vizualen. Ta ilustracija Cthulhuja, njegovega najbolj znanega starodavnega boga, ki trenutno bdi nad mano oziroma za mano, je podoba, ki je verjetno marsikomu znana in skoraj vedno se ga upodablja na tak način. Ampak problem, ki ga tukaj vidim, je, da se to stvar da opisati pravzaprav na precej enostaven način in z besedami, ki so nam znane. To je pač neka grda zelena stvar, zgleda kot hobotnica, glava ima kot hobotnica, zlobne rdeče oči ima, nekako človeško telo, na tej sličici se sicer tega ne vidi, ampak ima tudi neka zmajska krila. In verjamem, da bi marsikdo v tem prostoru to sliko opisal na enak način. Ta ilustracija je prav zaradi tega nekako je spodletelo ujeti tisti glavno poanto Lovecraftove groze. In to je napaka, ki jo je naredilo tudi mnogo teh stripov, na katere sem naletel. Ta najbolj uspešni med njimi so v bistvu se zavedali tega problema in si rekli, kako upodobiti v stripu nekaj, kar je v vizualni podobi nekaj, kar je neupodobljivo. In rezultati so, da so naredili neke bolj abstraktne slike, kjer zares ne bi noben v tem prostoru, po mojem, upisal jih na enak način ali pa vsem vedel, kaj gledamo. Iz teh dveh primerov Dostojevskega in Lovecrafta bi že lahko sklenili, da je vsak umetniški medij drugačen, da ima vsak svoje zakonitosti in svoje omejitve in da nekaj, kar je mogoče v enem mediju izraziti, se ne da izraziti zares na enak način v drugem umetniškem mediju. In iz tega bom tudi nadaljeval. Mogoče nekaj, kar bi se mogli zdaj vprašati, kaj pa je v bistvu stripu in literaturi skupnega. Že prej sem omenil, da je pomen tako v literaturi kot v stripu nekaj, kar se ne ponuja samo od sebe, ampak nekaj, kar mora bralec skozi proces branja ves čas iskati, aktivno iskati in včasih celo ustvariti, ker se pomen sam ne ponuja. O tem je pisal tudi literarni kritik Roland Barthes v svojem eseju Smrt avtorja, v katerem predstavi 3 komponente teksta, to so avtor, besedilo samo in pa bralec. In kar Barthes v bistvu v tem eseju nekako predstavi, je ideja, da je bralec za pomen besedila povsem odvečen. Oziroma, da je avtor za pomen besedila povsem odvečen. Avtor je nekdo, ki besedilo napiše in potem, ko ga konča, ko ga da od sebe, ko ga pošle v svet, založbo, je opravil svoje delo. In ne bo več zraven del nad bralcem, da bi mu sugeriral, kaj točno je želel povedati s tistimi besedami, ki jih spravil na papir. Besedilo samo od sebe tudi ni zmožno zares imeti kakršnega koli pomena, to je samo nek skupek znakov ali pa nekih risb. Osmisli se šele takrat, ko pride v roke bralca in takrat, ko bralec začne tvoriti neke interpretacije in asociacije glede na to, kar prebere, takrat se v bistvu pomen začne šele pripisovati besedilu. Nekaj podobnega je govoril tudi literarni teoretik Wolfgang Isser, ki je govoril o nekih praznih mestih interpretacije v tekstu. Načeloma je dojemal literarno besedilo kot neko kompleksno večslojno tvorbo, ki pa ni sestavljena samo iz znakov in besed in odstavkov in poglavij, ampak je sestavljeno tudi iz nekih praznih mest, ki jih mora bralec skozi branje dopolniti, zapolniti. No in kar se tiče teh praznih mest, načeloma, ravno ko pač bralec stopi v stik z besedilom, tvori neke asociacije in tvori neke pomene,
na podlagi vsega, kar je ta bralec do tistega trenutka, ko bere ta tekst v svojem življenju izkusil. Zaradi tega je tudi nekako vsako branje drugačno, vsak človek bo mogoče pripisal nek drugačen pomen in drugače dojemo nek tekst. In tudi mi, če bomo brali neko besedilo v različnih obdobjih našega življenja, pa tudi če je besedilo isto, ga bomo načeloma doživljali na različne načine. To isto stvar je en slovenski literarni teoretik, Marko Juvan, izrazil v svojem besedilu Literarna veda v rekonstrukciji. On je to izrazil na bistveno bolj dostopen in preprost način, pa vendar zelo nazorno. Besede so nekaj, kar je nabito s pomenom in z asociacijami. Te asociacije in te pomeni pa se v bistvu sprožijo šele takrat, ko jih bralec prebere. In ko se pomeni in asociacije sprožijo, na podlagi tega lahko bralec ustvari neka pričakovanja od tega, kar bere. Primer, ki ga on navede, naprimer, je, da preberemo neko besedilo in izvemo, da bo glavni akter tega besedila nek pošten krojač. Že na podlagi samo teh dveh besed lahko stvarimo neka pričakovanja. Lahko pričakujemo približno, s čim se bo ukvarjal, kaj bo ta človek počel, je krojač, verjetno se bo ukvarjal s krojem in zaradi tega, ker je pošten, najverjetneje ne bo ogoljufal svojih strank. Kar pa se tiče teh pričakovanj, potem skozi besedilo se lahko ta pričakovanja tudi spremenijo, lahko se sicer potrdijo, pa ne povsem na ta način, kot smo najprej mislili, lahko pa se v celoti ovržejo, naprimer tudi pošten krojač, lahko mogoče koga prinese naokrog, ampak potem je bistveno vprašanje, zakaj. Ko smo že pri besedah, tudi besede so recimo en element, ena komponenta, ki je skupna tako stripu kot literaturi. Pa vendar, besede v stripu in v literaturi ne delujejo povsem na enak način. Stripovski, literarni, filmski in videoigrični teoretik Jean-Noël Ton je v svojem besedilu, v svojem članku Who's Telling the Tale za strip predstavil 3 možne oblike reprezentacije, 3 možne oblike, kako strip podaja svojo zgodbo. Prva oblika je ta, da v neki kombinaciji besedila in risbe strip poda svojo vsebino. Primer, ki ga tukaj navajam, sicer ni iz neke stripovske literarne predelave, ampak je iz nekega stripa, ki sem ga pred kratkim bral in ki mi je bil zelo blizu. To je strip Človek za nobeno rabo, oziroma manga. In kot lahko vidimo tukaj v tem primeru, vidimo, da besedilo stripa nam pove, da igrajo kamen, škarje, papir in potem v sami risbi vidimo, kaj, zato ker razumemo, kako ta igra deluje, vidimo, kaj se je zgodilo, torej ta Tamao je izgubil. Kadar besedilo in risba v stripu sodelujeta, je ponavadi, besede sicer lahko delujejo tako, kot je Juvan predlagal tudi v stripu, da so nabite z nekim pomenom, z nekimi asociacijami, ampak nikoli ne delujejo same na sebi. Vedno je zraven še risba in ponavadi stripovski bralec, kadar prebere neko besedilo, to besedilo dojema tudi kot neke vrste razlago ali pa pomoč za razumevanje tega, kar se dogaja v risbi. Kar pa se potem dobro recimo pokaže, kako se to recimo lahko spremeni in kako je ta kombinacija besedne risbe lahko kompleksna v stripu, v drugi obliki reprezentacije, ki je pa zgolj vizualna, zgolj slikovna. To je že spet en primer, ki ni iz literarne stripovske predelave, že spet iz enega stripa, ki mi je pač blizu in na ta primer sem se spomnil, to je strip Pametna opica od Winchlusa in ta strip je skoraj v celoti brez besed. Kadar nimamo besed zraven risb, potem nimamo v bistvu ničesar, s čimer bi si lahko zares pomagali pri razumevanju tega dogajanja, te zgodbe. Moramo jo razumeti in razbrati zgolj na podlagi risb. Hkrati pa se mi zdi, da risbe v stripu delujejo zelo intuitivno. Kot lahko iz tega primera vidimo, torej je dosti očitno nek sabljezobi tiger ali nek pradavninski jaguar ali
kakorkoli bi že želeli to zadevo poimenovati, je lačen, vidi neko žabo, jo poje, nekaj časa mine, to vidimo v tistem umestnem prizoru na koncu, in potem postane totalno zadet in ta žaba je bila v bistvu strupena. Potem imamo še tretjo obliko reprezentacije, ki je zgolj verbalna, zgolj sestavljena iz besed. In zato v bistvu niti nisem najdel nekega konkretnega primera, zaradi tega, ker tudi ni zelo pogosta v stripih, lahko bi se pojavila, recimo, da bi bila to samo besedna reprezentacija. Je v celoti brez besed in deluje v celoti tako, kot bi delovalo besedilo v literaturi. Ne vem, v stripu bi to lahko bil mogoče nek uvod v strip, ki potem sicer združi tudi risbo in besedilo, ampak ima mogoče nek uvod. No in četrta oblika reprezentacije pa se mi zdi še posebej zanimiva, zato ker nakazuje na nek poseben način, na neko razsežnost stripovskega izraza. In tukaj že spet besedilo in risba sodelujeta v ustvarjanju nekega pomena, ampak sodeluje mogoče hecna izbira besed tukaj, ker si nekako sta nasprotni. Če bi recimo gledal tukaj na besede, kot jih razlaga Juvan, no pa mogoče bom najprej kar povedal, o čem ta prizor gre. To je iz stripa Amerika od Martina in Janeza Ramovša. V tem prizoru spremljamo nekega Slovenca, ki je potoval v Ameriko s trebuhom za kruhom in piše v tem trenutku pismo svojim domačim. V besedilu bi po Juvanu lahko recimo dejansko besede bile nabite s pomenom in z asociacijami, na podlagi katerih bi lahko mi tvorili neka pričakovanja. Piše o tem, kako živi zelo pobožno življenje, veliko moli, nima veliko časa za zabavo, ker ima toliko dela. Risba že vzporedno v istih prizorih, kot preberemo besedilo, ovrača ta pričakovanja, ki jih besedilo ustvari. Zdaj načeloma, kot smo videli na teh primerih, te 4 oblike reprezentacije v stripu vsekakor obstajajo. Zdi pa se mi, da Jean-Noël Ton, vseeno za temi svojimi 4 klasifikacijami, malo preveč namigne na to, da sta besedilo in risba v stripu neki povsem avtonomni enoti in da delujeta skupaj samo takrat, kadar želita. Kar pa se mi ne zdi res. Zdi se mi, da sta risba in besedilo povezana v stripu na nek bistveno bolj kompleksen način. Če si ogledamo že za primer, za začetek samo risbo, pa bom šel na ta primer že spet nazaj, kjer gledamo samo risbo. Risba torej deluje na zelo intuitiven način. Kaj s tem mislim? Če bi mi želeli predstaviti recimo nek predmet, neko jabolko skozi vizualno reprezentacijo, bi v bistvu mogli narisati samo neko jabolko podobno silhueto s pecljem. In absolutno vsak, ki je že kdaj jabolko videl in ki ve za koncept jabolka, bi to jabolko prepoznal v tej risbi. To, da deluje risba na neki intuitivni, globi mogoče ravni in da dejstvo, da obstajajo celotni stripi, ki so nemi, ki so v celoti brez besed, bi nas lahko vodili do tega, da bi rekli, da je risba za strip skoraj da bolj pomembna. Da lahko v stripu, da lahko obstajajo v bistvu stripi brez besed, da težko pa imamo strip brez risbe. In čeprav se strinjam s tem drugim, ker konec koncev, če bi imeli strip brez risbe, bi na koncu verjetno dobili samo neko literarno besedilo. Se ne strinjamo celoti, da obstaja strip brez besed. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi če imamo nek nemi strip, nek strip povsem brez besed, bomo še vedno imeli naslov. Naslov pa je že del celotnega umetniškega dela in je sestavljen iz besed. In naslov tudi ni nekaj, kar recimo na začetku samo preberemo in potem v celoti izgine za zdaj celo izkušnjo branja tega nemega stripa, ampak v bistvu se usedejo te besede nekam na rob naše zavesti in ves čas čakajo z nami, ko beremo ta strip, ta nemi strip in skozi vse neme prizore, ta naslov, te besede naslova tvorijo določena pričakovanja, ta pričakovanja pa že spet skozi vse te neme prizore se lahko potrdijo, lahko se ovržejo,
pomen teh besed se lahko širi, lahko se polni, lahko pa se tudi zoža. In če pogledamo na primer nek strip, v katerem bi recimo gledali samo neke posamezne neme prizore, kjer besed ni, tudi ne bi rekel zares, da besede ne obstajajo. Prej bi rekel, da so besede odsotne in da so v bistvu prisotne ravno v svoji odsotnosti. Če bi recimo potem za primer vzeli nek strip, v katerem sicer je tista prva oblika reprezentacije, kjer zgodba je podana skozi dialog med risbo in besedilom, pa potem kar naenkrat besede izginejo, bi to bilo še bolj očitno zaradi tega, ker bi res imeli ta občutek, da so besede umolknile, da so se umaknile risbi. No in en zelo dober primer tega je prav eno od teh del, eno od teh stripovskih literarnih predelav ali preobrazb, o katerem nameravam danes govoriti. To je Nekropola v stripu. Ko sem prvič slišal, da bo išla Nekropola v stripu, sem takoj začel razmišljati o svoji izkušnji branja Pahorjevega romana. Spomnil sem se, da je bilo to zelo mučno branje, mučno pa je bilo v glavnem zaradi tega, ker so se podobe groze, ker te podobe groze, ki jih on tam predstavlja, niso bile omejene zgolj na en stavk. Stavki so se povezovali s stavki, z odstavki in na koncu sem prebral neko podobo groze, ki je bila dolga celotnih 5 strani. Dejansko so se vse te grozne podobe, o katerih Pahor piše, sestavljale skupaj v neko ogromno, neprebavljivo podobo groze. In takrat sem se, podobno kot sem prej omenil za tisti primer Dostojevskega, vprašal, kako lahko tako goro besedila spraviš v strip, kjer prostora za besedilo pravzaprav ni tako veliko. No in ta strip, Nekropola v stripu, nam dejansko ponudi dobro razrešitev in izrabi sredstva, ki so možna v stripu, zato da nam poustvari ta občutek groze. Torej Pahor piše o neki človeški izprijenosti, o človeškem zlu, o grozi. Ampak ko beremo ta strip, v bistvu vidimo same neka izpraznjena dvorišča, neko bodečo žico, nobenih ljudi ni, nobenih besed ni, v daljavi vidimo neke temna drevesa in potem nas pozdravi ta strip za nekim ogromnim črnim dimnikom, iz katerega se vali črn dim čez 2 strani. In tukaj ni potrebe, da nam Pahor zraven pripoveduje o tem, kako kurjač nalaga človeška telesa v peč. Mi dobro vemo kot bralci, odkot pride ta črn dim. Zato, ker dobro vemo, da gre za zgodbo o taborišču. In na nek način lahko ta oblak črnega dima brez kakršnihkoli besed zajame več besed, kot bi jih lahko katerikoli bel stripovski oblaček. Ampak ta strip ne izrabi samo odsotnosti besed, izrabi tudi odsotnost na vizualni ravni. Pahor piše v bistvu v svojem romanu tudi v veliki meri o ljudeh, s katerimi je on oziroma ta njegov pripovedovalec delil svojo izkušnjo taborišča. In tako je tudi v tem stripu. Imamo neke pasuse, neke trenutke, kjer dejansko so Pahorjeve besede, opisujejo ljudi. Ampak če se spomnimo tisto prvo obliko reprezentacije, kjer besedilo in risba sodelujeta, da besedilo v bistvu na nek način stripovski bralec razume kot razlago tega, kar vidi v risbi, bi lahko na podlagi tega besedila začeli iskati ljudi v risbah. Jaz recimo sem jih. In potem nobenih ljudi v teh risbah nisem najdel, samo neke izpraznjene kraje. In ta občutek izpraznjenosti je bil še toliko bolj občuten, še toliko bolj udaren. No in še ena oblika rabe odsotnosti, ki bi jo in rabe raznih stripovskih sredstev za poustvarjanje tega Pahorjevega romana v stripu, bi bil recimo ta,
da pripovedovalec, če ne kar Pahor sam, ki se skozi ta strip sprehaja, je tudi na vizualni ravni drugačen od vseh ljudi, s katerimi se pa dejansko sreča v tistih nekaj prizorih, kjer ljudje so. On je narisan z nekimi ostrimi potezami, medtem ko so vsi drugi ljudje zamegljeni, in to ustvari na vizualni ravni občutek, da se da živi, da obstaja, da se premika v nekem drugem svetu. Zdaj, na podlagi tega bi lahko prišli že do dveh sklepov glede prehajanja zgodbe iz enega umetniškega medija v drugega. In sicer, prvič, da lahko dva različna medija delita neko lastnost, v tem primeru so to besede, pa vendar se ta lastnost ne odraža in ne pride do izraza na enak način v obeh teh medijih. In na to je treba biti pozoren. Drugič, da obstajajo neke lastnosti, ki so značilne samo za en medij in se jih ne da na isti način ustvariti v drugem, da pa se jih za rabo in razumevanje tega, kaj storijo in rabo nekih sredstev v drugem mediju poustvariti. Brez nadaljnega bi šel še na par konkretnih primerov, ki sem jih pripravil iz antologije Strip preobrazbe. Gre za antologijo kratkih stripov, narejenih na podlagi raznih kratkih zgodb slovenskih avtorjev. In kot pri vsaki antologiji so nekatere bolj posrečene, nekatere manj. Če se zdaj osredotočimo glavnem bolj na samo ta aspekt, v kolikšni meri se meni zdi, da so bile v prenosu ali po ustvarjanju tistega občutka, ki ga zgodbe naredijo v stripovskem mediju uspešne, se mi zdi, da so vse tiste, ki so se mi zdele manj uspešne, delile eno lastnost. In sicer, da je bolj kot ne šlo za neko totalno preslikavo zgodbe samo v stripovsko formo. Da je šlo za neko, z drugimi besedami, vizualizacijo kratke zgodbe v stripovski obliki. Ne da bi zares bili pozorni na neke nianse in posebne elemente, ki jih zgodbe uspejo v literarnem mediju zbuditi v bralcu in potem to poustvariti dejansko v formi stripa. No, medtem ko pa pač tiste, ki se mi zdijo bolj kvalitetne, bolj učinkovite v tem prenosu, pa so nekako vsak zgodba zase. In zaradi tega, ker je ta zgodba v bistvu tako kratka, da sem jo lahko spravil na eno drsnico, bi rad eno zgodbo kar prebral in potem si bomo skupaj pogledali tudi ta strip, ki se mi zdi še posebej uspešen v prenosu te zgodbe v stripovsko formo. To je zgodba Stik Vesne Lemajč. Na španski plaži Zahara de los Atunes v bližini Cadiza ležijo zagoreli kopalci vseh starosti. Naenkrat se jih nekaj podpre s komolci, drugi se usedejo, tretji vstanejo, oči se uprejo v morje. Vznemirjenje gre čez obalo, kot bi uzrli razsežen naftni madež, ki se neustavljivo približa njihovim telesom in telesom njihovih dragih. Ta občutek je, da so premalo oblečeni in nepripravljeni, a to v tem trenutku ni pomembno, ker bi morali nekaj storiti. Ker to, kar prihaja na valovih, ni nafta, ne lebdeče otočje cvetočih alg, ne množica luninih meduz, je nekaj, kar je turistom po obliki in strukturi sorodno. Kar vidijo, prinaša zavedanje, da je nedaleč na drugi strani še ena obala, da čeprav nevidna obstaja. In to, kar se jim primika, je poslano od tam, saj utripa kot zabrisana tuja prikazen. Kopalci si z dlanjo zastrejo oči, izvlečejo telefone, da bi posneli nezaslišani pojav. V obzorju so zasidrane jadrnice s francoskimi in nemškimi zastavicami. Po horizontu zložno potujeta križarka in sonce. Toda na vidik je naplavilo to stvar, ki je vrgla tihožitje iz ravnovesja. To, kar vzhaja, se veča, ustaja in pada na valovih.
se pomika naprej, dospeva, dohaja, obalo in njih na njej. Glede tega ni mogoče narediti nič. Mogoče je onemeti, zakrkniti v negibnost, medtem ko med ležalniki, napihljivimi blazinami, zložnjivimi stoli, rokavčki, hladilnimi torbami turistov steče serija nog, ki v diru sprožajo majhne eksplozije peska. Pete in prsti se zarivajo v mehko peščeno plažo in njihove stopinje se pomešajo z ostalimi odtisi. Tako je, kot bi mokra stopala vdrla iz druge resničnosti, kot bi jih dohitela in povzročila pesek neojemajočih se razmer. Kot bi kopno južne obale nasedlo na severno in bi se prividi preobrazili v snovna telesa. Kopalci bodo pokazali posnetke s telefonov, dali bodo izjave, da se tujci niso zmenili zanje, za sabo so pustili le napihljiv gumenjak, ki nedolžno plivka v plitvini do prihoda policije. Ko sem to zgodbo prvič prebral in prebral sem jo tik preden sem bral dejanski ta strip, to stripovsko preobrazbo, sem bil zelo pozoren na neke elemente, ki so se mi zdeli potencialno zelo dobri za stripovsko adaptacijo ali stripovsko predelavo. Recimo, če si ogledamo že samo ta stavek. Ne lebdeče otočje cvetočih alg, ne množica luninih meduz. Že v tem momentu, že pri tem pasusu sem si nekako rekel, to je super, to so vizualne podobe, tukaj gre za neko skoraj da sekvenčnost, neko naštevanje, to bi lahko z lahkoto pretvorili v strip. Potem sem bil zelo presenečen, ko sem strip dejansko prebral. Bomo šli na hitro čez ta strip, ko si ga potem tudi sami še bolj podrobno preberete. Mislim, da ta format PowerPoint predstavitev ni najbolj hvaležen za branje tega stripa, ampak vseeno. Avtorja tega stripa sta se odločila odstraniti vse te neke pesniške, bolj abstraktne, bolj vizualne te podobe in vse, kar je ostalo, so samo še ta telesa turistov, kar izpade blazno banalno in stvarno na tej plaži. Kot vidite, zdaj, če grem nazaj na zgodbo, v zgodbi je omenjeno, da so neke francoske in španske in nemške zastavice, kakorkoli. No, če beremo to zgodbo, že spet zastave so nekaj, kar bi lahko brez kakršnega koli problema predstavili v vizualni ravni stripa, ampak avtorja sta se odločila, da ne bosta naredila tega, kar se pravzaprav že na dlani ponuja, ampak da bosta izrabila besedno plat stripa in v usta vseh teh turistov ustavila besede v raznih jezikih iz teh premožnejših evropskih držav. In pravzaprav sploh ne moti, da mogoče nekaterih teh besed ne razumemo, zaradi tega, ker nam tudi že vizualna plat stripa daje jasno vedeti ali pa vsaj namiguje, da te ljudje nimajo prav kaj dosti pametnega najbrž zapovedati. In še zadnja zadeva, na katero bi rad priklical pozornost, je, kako se potem ta strip konča. Zdaj, v daljavi že spet vidimo, kako se to vedno bolj približuje, ta splav, ta gumenjak z begunci. In tudi kot v zgodbi kličejo, pišejo, slikajo, ti prišleki zbežijo. Ampak tisto, kar se mi zdi posebej posrečeno in zanimivo, je odločitev za ta zadnji prizor. Zaradi tega, ker zgodba se ne konča na tak način, če se bomo spomnili. Konča se z nekim gumenjakom, ki se ziblje gor in dol na tisti obali. In če si zdaj predstavljamo, namesto tega prizora, da bi bila samo neka vizualna podoba nekega gumenjaka, ki gre malo takole, pa malo takole, pa malo takole, to bi bilo bistveno manj zanimivo in manj učinkovito in manj udarno, kot to, kar sta te dva avtorja naredila. Podoba teh stopinj v pesku je prisotna tudi v zgodbi, tako da to ni nekaj, kar sta si avtorja stripa zmislila. Zgolj uporabila sta nekaj, kar je v zgodbi in si rekla, ja, ampak to bo v stripu bolje delovalo kot zaključek. S tem pa se mi zdi, da sta dejansko ponudila na nek način tudi komentar
na dejansko zgodbo. In to se mi zdi ena velika prednost takšnih stripovskih predelav, da ne gre samo za adaptacijo in z razlogom nisem želel uporabljati te besede adaptacija. Beseda preobrazba je zelo posrečena. Če si pogledamo še dva primera iz te antologije, preden sklenem to predavanje. Prvi primer je iz zgodbe Toma Podstenška, Hiša na hribu. Zdaj, že sam naslov Hiša na hribu zbuja asociacije na številne te neke grozljivke in tudi v tej zgodbi nek zakonski par kupi neko hišo na hribu, v kateri naj bi strašilo, seveda, in v kateri naj bi se zgodil nek umor. In mož v tem razmerju, seveda, racionalno zagovarja, da se nimate česa bati. O tem se pogovarjata in strip dejansko uporabi dejanske besede iz kratke zgodbe Toma Podstenška. Ta zakonski par se pogovarja v svojem stanovanjskem bloku, v svojem stanovanju, posli, preden gresta spat, in ta mož proba racionalizirati. Sicer bi rekel, da bolj posrečeno, kot v večini grozljivk, ki sem jih gledal, češ, da je ta naš svet že tako star, da ni kvadratnega metra, na katerem se ne bi zgodil kaj groznega, kjer ne bi kdo koga že ubil, pa kjer tudi ne bi se že kaj lepega zgodil. Ampak, če bi recimo gledali to, če bi bral ta strip in bi se celoten ta dialog odvil v tej posli, bi bil blazno statičen in ne bi zares bil zanimiv. Tukaj pa se je striper odločil, da se bo, hotel sem reči kamera, da se bo prizor oddaljil. Da se bo oddaljil in za tisti zadnji stavek že kdo koga oddaljil in pokazal pokazal daleč en kup enih stanovanjskih blokov, kup enih oken. In ta vizualni del v bistvu že nosi neko implikacijo, ki jo ima tudi samo besedilo, ampak v zgodbi te implikacije v resnici ne doseže te razsežnosti, ker nikoli ne vidimo zares nekega stanovanjskega bloka. Tukaj, ko beremo ta strip, si dejansko lahko rečemo, torej, tudi v vsakem od teh stanovanj se je nekaj groznega zgodil, pa mogoče tudi nekaj lepega. In besedni del ne rab zares zaključiti, že kdo koga ubil. Te 3 pikce so dovolj. Še zadnji strip, ki bi ga rad izpostavil, zaradi tega, ker nekateri so tudi mnogo bolj abstraktni, to je strip narejen na podlagi zgodbe Andreja Tomažina. Mislim, da se zgodba imenuje Leta popolne fragmentacije ali pa 10 let popolne fragmentacije. Skratka, vse Tomažinove zgodbe v tej zbirki Anonimna tehnologija so napisane dejansko na tak način, da ko jih beremo, že spet probamo aktivno zraven iskati pomen v teh zgodbah in razumeti dogajanje, ampak ta pomen se ves čas izmika. Nikoli ne vemo zares točno, kaj se dogaja do samega konca in potem tudi na samem koncu ne vemo zares, kaj točno se je zgodilo. In vizualna podoba v tem stripu dejansko odseva to. Vidimo neke zadeve, ki nas lahko spominjajo na neki, na podlagi česa bi lahko se jih oklenali in iskali v tem nek pomen. Mogoče ta zadeva, ki je označena po D, izgleda nekako kot neko telo. Mogoče ta stvar označena po D izgleda kot neko drevo. Ampak, a je? Nikoli ne zvemo zares. Za zaključek bi zdaj mogoče sklenil s tem, da rečem, da načeloma vsi ti stripi delujejo kot samostojna umetniška dela in ne rabimo zares brati Nekropole, zato da bi lahko zares cenili Nekropolo v stripu. Ne rabimo zares brati vseh teh kratkih zgodb, zato da bi razumeli antologijo strip preobrazbe. Če pa slučajno te stripi dejansko zbudijo zanimanje za ta literarna dela, se mi zdi, da je to nekaj dobrega, zaradi tega, ker ko pa preberemo literarna dela vzporedno z temi stripovskimi preobrazbami in predelavami, to omogoči neko novo izkušnjo. In če razumemo dejansko zakonitosti in omejitve obeh medijev, lahko
bolje razumemo in cenimo razrešitve in probleme, na katere so striparji in striparke naleteli v svojem preobražanju. Hkrati pa lahko tudi bolj kritiško vrednotimo. Tako, s tem sem nekako zaključil in odpiram debato, če bi kdo želel še kaj vprašati, pripomniti. No, če pa ne, potem pa se zahvaljujem za vašo pozornost in z veseljem odgovorim še na kakšna nadaljnja morebitna vprašanja ob kakšnem pivu. Vas še samo povabila na naslednjo edicijo Razlite tinte, ki bo v torek, 22. aprila, to je po velikonočnem ponedeljku. Naslovili pa smo jo Portret striparja in bomo gostili dva domača stripovska avtorja, oba se kličeta Gašper Rus in Gašper Krant. Povabili pa smo jo zato, ker sta v bistvu oba konec lanskega leta izdala v bistvu svoja nova stripa, in sicer Naplavine in pa Zimske ptice. Povezovalni element obeh stripov je pa, da sta na nek način tudi portret striparja in v bistvu neka refleksija življenja in dela samega striparja in o tem se bomo pogovarjali z njima. Pogovor pa bo moderirala Eva Ule, tako da se že veselimo. Posnetek današnjega predavanja za vse, ki vas ni bilo, pa si lahko ogledate na YouTube kanalu Tinte. Hvala, Matevž, še enkrat.